v smeri, ki nam jo nakaže ta graf. In čestitke, to je naš prvi graf eksponentne funkcije. Mogoče bi si tukajle pogledali lastnosti, ko smo že veliki in pametni matematiki, in bi si pogledali, kje je graf definiran. Se pravi, prvič, definicijsko območje. Ja. Za definicijsko območje vedno pogledamo, če ima kje kake težave graf, če kje ne moremo zračunati. Pa se vprašajmo, a lahko zračunamo, ne vem, 2 na milijon. Bo šlo, ne? 2 na 2 milijona. Bo tudi šlo. Sicer so hude številke, najrajši bi rekli, da je kar neskončno, ampak so. Kaj pa, če damo minus milijon? Ja, to bo pa zelo sicer mala številka, ampak tudi bo, a ne? Bo vrednost in zato je stvar taka, da je graf na koncih rešen. Potem vsak toliko časa se lahko tudi v kaki ničli zaplete, ampak to je šlo skozi, a ne? Potem se lahko v kakem ulomku zaplete. Graf eksponentne funkcije je torej definiran povsod. Zdaj, kaj se zgodi, če bi pa poskusili z racionalnimi ali pa realnimi števili, a ne? Nič hudega ni to, ampak ne znamo zračunati na pamet, a ne? To pa znajo naši kalkulatorji in zato imam jaz tule eno opombo napisano, kaj se zgodi s stvarmi. Treba je dati v kalkulator, a ne? 2 na 1 polovica je koren 2, ga damo v kalkulator. 2 na koren 2 se tudi da zračunati, ampak dajte to na kalkulator, če koga zanima. Dobimo vsekakor vrednosti ven. Tako, zdaj imamo pa definicijsko območje, smo rekli, ni problema, definicijsko območje mi znamo zračunati oziroma nimamo težav, to pomeni, da je definirana za vsa, funkcija definirana za vse x-e iz realnih števil. Bravo, naša funkcija. Tako, drugič, zaloga vrednosti funkcije. Zalogo vrednosti smo rekli, da gledamo pa edino, kaj se dogaja z y po y osi, kje naša funkcija je, tam je naša zaloga vrednosti. Se pravi, kje se vrednosti funkcije pojavijo, tam dobimo zalogo vrednosti. Če se ne spomnite teh lastnosti funkcij, je tudi en cel video o lastnosti funkcij. Zdaj se jih je že kar nabralo, tako da sploh težko, da me še kaj zlomite. Tako, no. In zdaj, če pogledamo, na ničli pri y še ni. Ampak takoj, ko se pa začnemo dvigovati, pa že naletimo na prve vrednosti. Zato je naša, bi rekla, zaloga vrednosti y sama pozitivna realna števila, oziroma bi rekli, mi ko raje delamo z intervali, od nič, vendar nič ni zraven, pa do neskončno, ne? Neskončno pa tudi ni zraven, ker ga ne moramo nikoli ujeti. Dobro, imamo zdaj y je element intervala od nič do neskončno. Kaj še potem, kaj pogledamo? Naraščanje. Kje naša funkcija narašča? Kadar gledamo to na grafu, potem se pogledamo graf in iz leve proti desni pogledamo, ali se dvigamo ali spuščamo. Iz leve proti desni gremo vedno bolj navzgor. Takole. In zato pomeni, da funkcija povsod narašča. To bi rekli, x je element vseh realnih števil. Padanje. Ja, funkcija zdaj, če vse povsod narašča, ne more nikjer padati, se pravi, x ne pada. 2 črtice. 5. Ni takega x-a, x je element prazne množice, ali kakorkoli hočete označiti. Ok, potem pa poglejmo presek z y-osjo. Oziroma rečemo tudi začetna vrednost. Začetna vrednost je tam, kjer graf seka y-os in to je v točki,
kaj bomo označili za A, dajmo jo za A, in sicer 0,1. To je v točki A 0,1. Šestič, kaj pa ničle? Ničle so tam, kjer graf seka x-os. To je, ker smo dali tole našo asimptoto. Graf nikjer ne seka x-osi, zato ničel ni. Kje pa je graf pozitiven? Ja, graf je pozitiven nad x-osjo. To pomeni, da so vse vrednosti nad x-osjo. X je torej element intervala, ali od minus neskončno do neskončno, ali pa lahko napišete, x je element vseh števil, se pravi vseh realnih števil. Potem imamo negativne vrednosti, kje so. Ja, ker so vse pozitivne, potem ni negativnih vrednosti. Tako, to so zdaj tele lastnosti našega grafa. Zdaj nas čaka še pa tabeliranje naslednje funkcije. Takole. Tole jaz pobrišem. Upam, da ste si prepisali, če ne pa še vedno lahko zavrtite nazaj. In dajmo še na hitrico narisati naslednji graf. Tega bomo narisali hitreje, tudi lastnosti bomo naredili kar ustno. Pa pojdimo naprej. Imamo tole y je 1/polovica na x, oziroma lahko tudi napišemo y je 1/polovica je 2 na minus 1 na x in to je 2 na minus x. Pravi, glih ob nasprotne vrednosti x-a bodo sedaj. In kje se bo to poznalo? Na grafu x. Zdaj v tem primeru tabelo damo tukajle y. Zberemo si podobne x-e, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Y in f od x sta pri funkcijah večinoma sta istega pomena. Zato sem zdaj dala tudi y, zato da malo krožimo enkrat z f od x-om, enkrat z y, obravnavamo pa vse skupaj enako. Če hočemo izračunati y pri vrednosti x je minus 2, potem moramo v to funkcijo postaviti minus 2. Minus ostane od formule, pa še minus 2, je to 2 na plus 2, kar je 4. Pa poskusimo kar na pamet minus 1 zračunati. 2 na minus minus 1 je 2 na 1, kar je 2. 2 na minus 0. Zdaj smo že pri tretji vrednosti. 2 na minus 0 je 2 na 0, kar je 1. Potem pa damo 2 na minus 1 zračunati, to je 1 ulomljeno z 2, se pravi 1/polovica. In pa 2 na minus 2, to je 1 ulomljeno z 2 na kvadrat, kar je 1/4. Takole pa imamo zdaj vrednosti izračunane. Pa vrišimo te točke noter. Pri minus 2 je 4, pri minus 1 je 2, pri 0 je 1, pri 1 je 1/polovica, pri 2 je 1/4. Tako, vidimo, spet dobimo neke vrste krivuljo. Prav tako je naš graf omejen. Omejen z asimptoto po x-osi. Asimptota je črtkana črta, zato jaz na hitrico malo počrtkam. Obala, zdaj sem pa že skoraj malo preveč. Takole. In zdaj narišimo našo krivuljo. Gremo tik ob asimptoti in skozi vse točke, ki smo jih narisali. Tako, zdaj, kar se tiče lastnosti te funkcije, so popolnoma enake prejšnji, edino, ko pogledamo to funkcijo iz leve proti desni, se spuščamo. To pomeni, da funkcija pada. Za katere x-e? Za vse x-e. X je element realnih števil. Drugače, začetna vrednost je isto, vse isto. Takole, če se spomnimo, kako je približno ona je prišla pa takole,
takole gor prišla. Samo nekako sta prezrcaljene, zato, ker je prišel tule minus. No, seveda obstaja tudi malo hitrejša pot, kako narišemo graf, zato bi rekla takole, da v naslednjem videu povadimo risanje grafa funkcije. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!